Park vojaške zgodovine je eno veliko muzejsko doživljajsko središče tukaj v Sloveniji. Je največji, tudi najbolj obiskan slovenski muzej. Sestavljajo ga pa po večini 4 stavbe. Najprej stavba Komanda, kjer gostimo tudi manjše gostujoče razstave drugih muzejev. V paviljonih B in C je prikazana predvsem zgodba druge svetovne vojne ter kasneje 50 let, torej ameriške vojaške pomoči Jugoslaviji. Stavba A, kjer se pa zdaj nahajamo, tudi naša največja stavba z približno 2000 m2 razstavnih površin, pa prikazuje glavno muzejsko zgodbo, torej osamosvojitev Slovenije, pot do te osamosvojitve in nenazadnje tudi oklepno tehniko, ki je sodelovala v teh bojih za samostojno Republiko Slovenijo. Muzejsko ponudbo dodatno dopolnjujejo še posebni eksponati, kot je mogoče podmornica P913 Zeta, katere obisk je največkrat vrhunec obiska obiskovalca, torej možno se je spustiti z vodnikom tudi v samo podmornico. V ponudbi pa tudi 2 simulatorja letenja, simulator letenja z letalom MiG-21 ter z letalom Spitfire. To pa lahko rečemo, da res približa zgodovino, izkušnjo te zgodovine, da lahko obiskovalec res iz prve roke preizkusi, kako se obnašajo ti zgodovinski eksponati. Kot rečeno, pa podmornica ni naš največji, najtežji eksponat. To vlogo ima nemška parna lokomotiva iz obdobja druge svetovne vojne. Namreč ta lokomotiva tehta kar 135 ton, če dodamo še vagon za premog, ki je seveda sestavni del. Lokomotiva pa je prišla v naš muzej kot, bomo rekli, odpisano sredstvo slovenskih železnic. Policijski čoln P111 je ena izmed legend slovenske policije. Šlo je za čoln, katerega so pestili problemi tekom celotnega njegovega življenja. Že na začetku, pri sami izdelavi čolna, se zakomplicira, namreč le delnica, katera ga izdeluje, odide v stečaj. Čoln vseeno leta 1995 prispe v Slovenijo, postane del policijskih enot. Velikokrat je bil čoln na samem popravilu, svojo plovbo pa je zaključil v letu 2021. Čoln tako prispe v naš muzej v tako imenovani operaciji Argo 2, premik čolna po suhem. Čoln zaradi svoje višine, dobrih 6 metrov, ni moral potovati po avtocesti, tako da je bilo potrebno ubrati stranske poti. Pri tem pa seveda probleme postavljajo različne žice, ki te poti prečkajo. Vendar nekako nam je uspelo. Čoln je prišel v Park vojaške zgodovine, kjer se je pojavila še en manjši problem, in sicer njegova dolžina, namreč z dobrimi 21 metri smo imeli kar nekaj problemov prečkati vse serpentine, vendar tudi te ovire smo prebrodili in sedaj lahko čoln vidite tu v naši zbirki.
Park vojaške zgodovine se nahaja na območju starih vojašnic. Namreč te stavbe, ki jih tu vidimo, zgradi italijanska vojska med Prvo in Drugo svetovno vojno v 30 letih prejšnjega stoletja. Tako da stavbe so kar v zelo slabem stanju. Tako se po določenem času občina Pivka odloči, da bi bilo tukaj pač treba nekaj narediti. Namreč stavbe na eni strani kazijo izgled občine, po drugi strani pa predstavljajo tudi neko nevarnost za lokalno prebivalstvo, kajti vsi samo čakajo, da se bo tu sesedlo samo vase. Tako to pripelje do leta 2006, ko se odpre prva stavba, ko lahko rečemo, da začne muzej dejansko delovati. To je današnji paviljon B. Potem pa tekom let se zadeve stavbe počasi obnavljajo, ena za drugo. In najnovejša stavba leta 2015 tudi paviljon A, kjer ima sedaj domovanje tudi podmornica. Park vojaške zgodovine pa je tudi letos, lahko rečemo, bil prepoznan s strani države, s strani vlade kot pomemben muzej in je, tako lahko rečemo, sedaj opravlja tudi to javno funkcijo muzeja vojaške zgodovine v Sloveniji. Smeta spitan, ti pa slikaš te male igračke.